Ste že bili na kakšni razstavi, kjer ima vsak eksponat svoje zvočno sporočilo? Ste slišali samo svojega ali ste slišali tudi vse ostale, ki so pravzaprav predstavljali šum? Tu je v bistvu več možnih rešitev. Ena rešitev je, da ima vsak eksponat svoje slušalke. Ampak to pomeni, da moraš dati slušalke, ki jih imelo že mnogo ljudi pred tabo na glavi, tudi na svojo glavo in v bistvu ni najbolj higienično. Obstaja še kakšna druga rešitev? Ja, usmerjen zvok. Ampak ne z navadnimi zvočniki, ampak s temile, ki so bili razviti na naši fakulteti, se pa to da. Ti delujejo malo drugače kot običajni zvočniki, ki oddajajo zvok v vse smeri. Ti so namreč sestavljeni iz ene množice ultrazvočnih oddajnikov. Ta zvočnik od znotraj izgleda tako, in sicer to so ultrazvočni piskači, ki delujejo na 40 kHz, ki jih mi v bistvu ne slišimo. Ampak, ker je valovna dolžina zvoka pri 40 kHz zelo kratka, je potrebna relativno majhna površina, da lahko ta zvok usmerimo. Ampak potem treba pa še nekaj narediti, da ga lahko slišimo. In če si zdaj predstavljate, da imamo en takšen dolgi snop ultrazvoka, ki oddaja zvok, je v bistvu tako, kot da imeli mi virtualni zvočnik, ki poteka od tega zvočnika do zelo daleč, no, in ta navidezni snop potem oddaja slišni zvok. In če si ti ta navidezni snop postaviš blizu svojega ušesa, se pravi tako nekako, da je bil ta zvok, se pravi ta snop tle nekje, potem, če si ti blizu tega snopa, je lahko ta zvok relativno tih in slišal ga boš samo ti, oziroma vsi, ki so ob tem snopu.